Lep pozdrav, s tabo sem Mihelca, kreativna terapevtka. Je kdo z mano v živo? Imate na voljo tudi postaviti vprašanje, če vas kaj zanima. In pa tudi pripela sem, vidite v skupini Ženska skrbi sprejmi se ravno tukaj, kjer ste, tudi močna sporočila Zmajevo zavest. Prav ste slišali Zmajevo zavest in sem že parkrat kanalizirala, vendar danes je bilo to tako močno, ne bom sedaj tega ravno ponavljala, imate posnetek in pojdite si ga poslušati večkrat. Jaz sem čutila vmes tako močno energijo in tako vročino in takšen val svetlobe in kako se mi nad ušesi vse odpira in tle razprostira ta vijolična svetloba in koliko viden in jasnosti prihaja skozi to. Me pa marsikdo vpraša, kako ti prideš do tega? Jaz največkrat dam kar primerjavo s tem. To mi je najljubša primerjava, če primerjamo nekega športnika ali pa nekega dobrega glasbenika, ki on ves čas trenira in ima ves čas vaje. In bolj kot vadi, boljši glasbenik je. Jaz si upam reči, da tudi pri teh veščinah je točno tako. Bolj kot treniramo, bolj kot se povezujem z duhovnim vodstvom, več jasnosti, več usmeritev, bolj izostreni so moji senzorji in to se samo še ojačuje, poglablja in tako v bistvu vam lahko rečem. Se pravi, moje osebno mnenje je, da to je nekaj, trdno verjamem, da smo duhovno bitje utelešeno v fizično telo. In smo energija, smo neskončen prostor, smo zavedanje, zavest smo in naša energija potem se je zgostila, da se je utelesila, da se je materializirala v to fizično telo. In jaz sem prišla glih tako iz nekega dušnega kraljestva, ko ste prišli vi. In če je temu tako, je jasno, da vsak lahko sliši zase svoje vodnike, da sprejme sporočila zase. Vam pa želim ta trenutek podeliti in bom tudi v skupinco na kratko podelila to izkušnjo in pa ali pa kar na Mihelca kreativna terapevtka page. Namreč, dolgo je Zmajeva zavest, so zmaji bili za mene pravljica in vanje pravzaprav nisem nekako verjela in mi je bilo to tak, kar skeptična sem bila, ker nisem imela sama te izkušnje. Vse do lanskega leta oziroma 2019, kjer sem se soočila v 5-dnevnem procesu, da sem bila vodena, popeljana v proces z Zmajevo zavestjo. In v tej Zmajevi zavesti sem jaz, hočem imeti kar samako grlo, ko se sam spomnim, vse te občutke, prvič v življenju sem občutila, videla, močno prepoznala to, da je to resnica, da je to res. Da to je res taka močna vibracija in dejansko jaz sem videla zlatega zmaja, ki se ni umaknil cel proces stran od mene. Zlat zmaj. Ogromen. In vmes sporočila, kako mi je v podporo. Ker je bila tako sunkovito močna energija in moje telo
se je dajalo ves čas v manjšanje, sem jaz čutila močne reakcije, resnično. Meni je srce dobesedno ponorelo, težje dihe sem imela, zeblo me je, mrazilo me je. Spomnim se, da sem občutila en tak močen občutek, da kot da sem bila od pasu navzdol z nogami zabetonirana v beton in nog nisem mogla premakniti. In so bila sporočila, da me ojačujejo, da bom močna, močen steber, in to je bila tako sunkovita energija, ker ko to doživiš, jaz verjamem, da dejansko se ti tako zapiše v sebe noter, da ne pozabiš, da začneš videti in verjeti. In potem, ker sem dobila tako močno to izkušnjo in takšne reakcije, si jaz kar nisem na nek način upala se povezati z Zmajevo zavestjo, ker mi je bila tako intenzivna, tako močna, kar malo strašljiva, tako mogočna, da me je kar na nek način plašilo vse skupaj. In vse dokler resnično nismo pripravljeni sami se soočiti z nečim, nima smisla, da se na silo soočimo. In potem še celo leto potem sem morda pač vstopila v kakšen krajši proces, vendar da bi ga sama izvedla, da bi sama se povezala s to vrstno zavestjo, pa ne. In vse do zdaj, dejansko sedaj sem začela sodelovati, ko je toliko pomembna naša osebna transformacija. In v tej osebni transformaciji nas vodstvo ves čas usmeri in vodi, da resnično mi naredimo to osebno transformacijo sami s sabo. In ravno ta Zmajeva zavest ima izjemno, lahko rečem, moč, izjemno nam lahko pomaga. In ni naključje tudi to, da živimo v tej deželi, v kateri živimo. Naša Slovenija je prepledena s podzemljem. Ogromno podzemlja je, ki je še neraziskano. Veliko jam imamo in ta Zmajeva zavest dejansko domuje v teh globinah, ker pa je naša osebna transformacija sedaj tako pomembna, pa ta zavest vstopa med nas, navzven. In nam se zgodi, da ko sodelujemo s to Zmajevo zavestjo, se nam tudi dejansko vizualnost naša lahko spremeni. In dejansko je res lepo. In pojdite poslušati ta proces, katerega sem danes dopoldan, tam zjutraj, skanalizirala, in vam svetujem, da ste resnično pomirjeni, ker je varno, samo z globokimi vdihi in počasnimi izdihi vodite ta proces. Dejansko ste vi vodeni in vi vodite. Oboje poteka hkrati. V tem trenutku bom za našo skupinico za tale ponedeljek pomešala in izbrala eno karto. Če pa ima kdo vprašanje, bi pa zdaj z veseljem tudi odgovorila. Tako 20 minut imam na voljo sedaj z vami za kakšna vprašanja, da se pogovarjamo, ker je zelo fajn, če ta skupina tako oboje smerno poteka, ne samo, da vi mene spremljate, ampak tudi, da vi podate meni informacije. In vse bolj čutim, ja, želim dejansko pripraviti en 3-dnevni, najprej brezplačni, kot nek tečaj, oziroma pač 3 srečanja po 1 uro. Mi pa je zelo, zelo pomoč, da mi vi poveste, kaj so vaši izzivi.
da mi resnično greste majčkeno bolj v globino, s čem se soočate, kje so vaši izzivi, kje so vaši strahovi, kje so vaše bolečine. Ker bolj kot dobim to povratno informacijo, lažje vas potem usmerim. In tudi, ko se povežem z duhovnim vodstvom. Mihaelica, kako vzljubiti sebe, kakšni so to občutki? Kakšni so to občutki? Občutki so blaženi, občutki so fenomenalni. Dejstvo je to, da občutek, ko ga doživiš, se ga ne držati, da naj traja večno. Ker edino pristno prisotno življenje je, da živimo v spreminjanju, v spremembah. Mi smo živi, ko smo pretok. In ko smo pretok, smo spreminjanje. Ni statike. In bolj kot to dopustimo, da se to spremenja, bolj polno je naše življenje. In tudi kar se tiče, da se vzljubimo se iz stanja pretoka. Bolj kot smo mi v pretočni energiji, smo tok vode, bolj se imamo mi radi. Ker če se nimamo radi, pomeni samo to, da smo preveč v enoličnosti, da smo preveč v statičnosti, da se ne premaknemo naprej. Torej, če čutiš pri sebi, da sebe ne vzljubljaš tako, da sebe nimaš tako rada, poglej, kaj bi lahko naredila, da bi v življenje vnesla več gibljivosti, več premikanja. Stopi na pot obilja je karta za danes, 3 bodo prišle ven. In sicer, obstajata 2 poti, po kateri lahko hodiš. Ena je pot obilja, druga je pot pomanjkanja. Po kateri hodiš? Po kateri želiš hoditi? Na pot obilja te pripelje užitek. Več kot ga doživljaš, več obilja se zate ustvarja. Na pot pomanjkanja te pripelje upor. Bolj, ko se upiraš naravnemu toku življenja in obsojaš, kar doživljaš na svoji poti življenja, več pomanjkanja boš ustvaril. Vsak dan imaš priložnost, da izbereš, po kateri poti boš hodil. Katero pot izbereš danes? To je za vse nas. Katero pot bomo izbrali danes, da bomo izbrali pretok, da bomo izbrali to obilje. Tako, vse lepo pozdravim. Elena, Karmen, Damjan me sedaj v živo spremljate, Teja, Dernikovič, Klaudija, krasno, hvala vam, da ste z mano v živo. In pozdravim tudi vse, ki si boste pogledali posnetek. Tako, sedaj, ko sama sebe vidim v oči in v glavo, imam občutek, da je resnično ta zmajeva zaves skozi ta globoka sporočila, globoko meditacijo, ta proces danes v mene nekaj sprožila. In karta, ki je druga za danes, vse je povezano. Ta karta se zelo rada ponavlja. Ja. Ne ocenjuj ljudi na boljše in slabše, ne sodi izkušenj kot dobrih ali slabih, ne pripoveduj zgodb, ki govorijo o ločenosti. Nihče ni ločen od nikogar. Nobena situacija ni boljša ali slabša od druge, vse samo je. So izkušnje, ki so med seboj prepletene. Si res mislil, da je en del tvojega življenja ločen od drugega? Tako kot živiš en del svojega sveta, tako živiš vse dele svojega sveta.
ni ločenosti, je enost in povezanost vsega. Zato bodi ljubeč v svojem dojemanju sveta in videl boš, da obstaja magična povezanost vseh delov tvojega življenja. Vse, kar se dogaja v tvoje najvišje dobro. Kako lepo. Vse se dogaja v naše najvišje dobro. Pa velikokrat, kar ne zmoremo tega videti, posebno, ko se postavi nam kakšen izziv, ki ga imamo za opraviti. In se potem zahakljamo in bolj, ko se zahakljamo, bolj pademo v upor in če smo v uporu, smo v krču, ko smo v krču, ni delovanja in ni pretoka energije. Tako da splača se izstopati iz vseh oblik uporov, iz vseh težkih občutkov v pretok, kajti tako resnično mi delujemo živo. Ima kdo še kakšno vprašanje zame? Jaz še mešam tukaj eno karto in ena bo še za danes, za ponedeljek. Erika, zdravo. Se je pridružila, krasno. Karta za danes, ki je zadnja karta. Popoln si. Nič ti ne manjka. Popoln si točno takšen, kot si in prav v tem trenutku. Ne misli, da boš boljši, ko se bo en vidik tvojega življenja spremenil ali ko boš dosegel svoj naslednji cilj. Tvoja popolnost ne izhaja iz tvojih dosežkov, ampak iz vsebine tvoje duše. Na vseh točkah svojega življenja si enaka oseba. Tedaj, ko imaš to, kar si najbolj želiš, in tedaj, ko nimaš ničesar. Vedno si enaka oseba. Si enaka duša, z enako močjo. Zato se ne obsojaj in ne išči zunanjih potrditev. Prepoznaj svojo vsebino in bodi hvaležen za to izkušnjo, ki te je prišla spomniti, da vse, kar potrebuješ, že nosiš v sebi. Dotakni se mehkobe, ki jo nosiš. Začuti sedaj ta sporočila in te odgovore od angela Gabriela. Popoln si. Mi pa bi tolikokrat radi spreminjali, predvsem sebe in želeli, da bi bili boljši. Vendar, ko ves čas govorimo o transformaciji osebnosti, o spreminjanju, spreminjanje poteka, ko smo mi v sprejemanju. Sprejemanju vsega, v čemer smo sedaj. In takrat smo, lahko rečemo, dozoreli za spreminjanje. Ker karkoli, če želimo spreminjati na silo, se ne bomo dobro počutili. In ta močna zmajeva zavest sporoča ravno tudi to, kako pomembno je, da smo v zavedanju, da kadar nas postane strah, da se čutimo, da smo v nemoči, pomeni, da smo sami sebi dovolili se pomanjšati in nismo to, kar v resnici smo. Da nismo tako veliki, kakršni v resnici smo, da si ne dovolimo tako velike nagrade, da si ne dovolimo tako velikega blagostanja,
kot v resnici mi sami smo. In zmajeva zavest nam tudi pomaga se uravnovešati, da se iz te majhnosti dvignemo v to svojo notranjo moč. In ta energija je resnično zelo močna in sunkovita. Je sunkovita, je močna, da nas lahko postavi iz te majhnosti v našo velikost, v kakršni smo sedaj. Še ima kdo kakšno vprašanje ta ponedeljek zame? In resnično, pojdite v svoje srce, pojdite v svoje občutke in če začutiš, daj napiši, prosim, kaj so tvoje globoke bolečine, kaj so tvoje rane in kaj so tvoje močne želje. Pa imaš občutek, da jih sam ne zmoreš doseči. Občuti sedaj tišino. In samo dovoli, da se steka. In skozi mreže blagostanja, skozi zlato svetlobo, ki potujejo skozi tvoja telesa, se odpri vsemu tistemu, kar te znotraj tebe kliče, kar v svoji duši čutiš, da je tvoje. Potuj skozi duhovno telo in ga poglej, kaj vidiš v njem. Kot bi ga skeniral, si ga predstavljaj in ga poglej. In vstopi v telo astralnih energij. Kaj se dogaja v teh energijah? Kaj tukaj zaznavaš? Kaj se tukaj dogaja zate? Kaj lahko tukaj izpustiš? In sedaj vstopi v svoje mentalno telo. Kakšni programi so v tem telesu? Kakšna energija je prisotna? Kaj v tem telesu sedaj zaznaš in prepoznaš? Kaj lahko tukaj izpustiš? In vstopi še v svoje fizično, eterično telo. Kaj vidiš v tem telesu? Koliko je zadovoljstva v tem telesu in koliko moči? Koliko je kreativnosti in koliko jasnosti? Kaj prepoznaš v tem eteričnem fizičnem telesu in kaj lahko sedaj izpustiš?
In sedaj sprejmi mreže blagostanja, da se razprejo nad teboj, okrog tebe. Vsa polja miru se zlivajo skozi tebe. Tako. S tem se ti zahvalim in te lepo pozdravim. Jaz sedaj v sebi čutim, imam še ene obveznosti, sicer pa tudi potrebujem sedaj svetlobo in zrak, ker ko delamo tudi to zmajevo zavestjo, je bolj intenzivna in jaz jo prepoznavam in zaznavam še. Tako je, kot če izvajaš neko vajo ali pa neko športno disciplino in nekaj, kar že dalj časa ponavljaš, ti že zelo dobro gre. Ko pa uvedeš še eno novo vajo, novo veščino, pa se lahko imaš občutek, da potrebuješ več energije noter vložiti, da izvedeš to vajo. In greš skozi drugačen proces in drugačne občutke. In ker je meni, da sama izvajam in prakticiram to zmajevo zavest, resnično bolj novost, kljub temu, da sem bila jo deležna sprejeti preko drugih medijev, preko drugih procesov, vendar ko sama vodim in sem soočena s to izkušnjo, je precej drugače. Tako da lahko da potem telo občuti, da potrebuje še več določene podpore. Pa to ne pomeni, da se v čemerkoli izčrpaš, pomeni to, da potrebuješ podpreti in dati svojemu telesu lahko še več tekočine, še več svetlobe, še več zraka, še več kakšnih mineralov, skratka še bolj ga podpreti. In tudi vsi mi smo v tej osebni transformaciji, v kateri se resnično soočamo, je pomembno, da svojemu telesu, fizičnemu, v prvi vrsti damo maksimalno dobro podporo. Imejte se fantastično lepo, želim vam čudovit teden. Danes ne bom v živo tukaj na live kanalizirala, si pa poglejte in vstopite v proces, ki ga imate pripetega v tej skupini Osebnostna transformacija z zavestjo zmajev. Lepo se imejte in uživajte. Hvala lepa vam. Adijo!